Tekme v turški pripravljalni bazi se vrstijo kot po tekočem traku. V peti je bil na drugi strani predstavnik pete različne države, tokrat Ukrajine, in nova preizkušnja je pomenila skoraj že generalko pred otvoritvijo sezone proti Olimpiji, tudi v vizualni obliki, saj so izbranci bolgarskega stratega Nikolaja Kostova igrali v zeleno-beli opremi. Ekipi sta še prestajali začetno obdobje privajanja, v 17. minuti pa že 11-metrovka za tekmece. Bidlovski je ob prodoru pritekel v kazenski prostor, Handanović izbil žogo pred njim, sodnik pa na splošno presenečenje pokazal na 11-metrovko. Protesti niso zalegli, Kenija je prevzel vlogo izvajalca, toda podarjena najstrožja kazen je ostala neizkoriščena. Nekdanji nogometaš Schalkeja je žogo poslal mimo leve vratnice, tako da odločitev ni imela neposrednega vpliva na potek dogajanja. Ja, k sreči ni odpeljala tekme v drugo smer, bila je sporna 11-metrovka, sodnik je tako rekel, da pač tudi on lahko dela napake in ne more vplivati potem ponovno odsoditi nekako drugo odločitev. Treba je bilo ohraniti mirno kri in nadaljevati po predvidenem načrtu in kmalu se je na preizkušnji znašel vratar Bogatinov. Dodlek je dobro nameril v levi zgornji kot, zadnji mož v ukrajinskem moštvu pa z uspešnim posredovanjem žogo odbil. Do odmora še en poskus Berića z razdalje, toda ni bil natančen. Med polčasom nenavadna situacija, menjava sodnika. Sodniki so namreč ob pritožbah z mariborske klopi priznali napako ob neopravičeno dosojenem kazenskem strelu in glavni je prepustil mesto četrtemu. Zato pa po vrnitvi na igrišče vijoličasta četa v isti postavi, a z dodatno energijo. In po 7 minutah trenutek za nogometne sladokusce. Mojstrski zadetek Dejana Milske. Popeljal je žogo čez ukrajinsko polovico igrišča, opazil, da je vratar nekaj korakov izven svojega prostora in z natančno odmerjenim lop udarcem spravil žogo čez njega v mrežo. Mezga je bil takoj po golu avtor še enega poskusa, tokrat pa zadev stranski del mreže. Ostalo je pri pobudi ekipe v vijoličastem in boljša igra je bila potrjena še z drugim golom. Tavares je takoj po vstopu v igro sodeloval z asistenco v spretni akciji, ki jo je učinkovito zaključil Berić za 2:0 v velikem slogu z 2 lepima goloma. Ja, res izrazita gola, treba pohvaliti Mezgo in Berića. Karpati so do zadnjega sodniškega žvižga skušali priti vsaj do zmanjšanja zaostanka, a se jim ni išlo. Pri obeh najbolj obetavnih poskusih jim je namero z odličnima obrambama preprečil Jasmin Handanović, tako da so predstavniki Ukrajine morali priznati premoč brez doseženega gola. Mislim, da smo odigrali kot ekipa eno zelo v redu tekmo, sploh prvi polčas. Mislim, da smo bili zelo kompaktni, hitro prehajali žogo v napad. Drugi polčas, zadnjih 10 minut 15, nas je nasprotnik malo stisnil. Mislim, da je to plod teh treningov, malo utrujenost prišla. Ampak kot celotno gleda, mislim, da je bilo eno v redu tekmo. Pred sobotnim odhodom domov zdaj čaka slovenske prvake v Turčiji še ena tekma v petek proti ekipi Jablonca.